Ženeva, Cirih in Oslo sodijo med najdražja evropska mesta, kjer je že skodelica kave lahko dražja od kosila v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kot so Srbija, Romunija ali Bolgarija. Visoke niso le cene storitev, temveč tudi hrane, stanovanj in drugih vsakdanjih življenjskih stroškov. A višje cene ne povedo vse zgodbe. V državah, kot je Švica, jih spremljajo tudi precej višje plače in večja kupna moč prebivalcev. Po drugi strani nižje cene ne pomenijo nujno lažjega življenja, saj je ključno vprašanje, koliko ljudem po plačilu osnovnih stroškov sploh ostane v denarnici. Hrana, energenti in najemnine danes sodijo med najpomembnejše pokazatelje življenjskega standarda. Slovenija pa kljub svoji velikosti in plačam ostaja razmeroma draga država za življenje. Države s hitrejšo rastjo imajo višjo inflacijo, to je pričakovano. Po drugi strani pa Slovenija se sooča z velikimi omejitvami delovne sile, imamo zelo nizko brezposelnost, povpraševanje po delu je visoko, to draži višja plača in stroške dela tudi v storitvah, ki so manj trgovane in zato je tu manj konkurence in to omogoča višjo rast cen in pa tudi višjo raven cen zaradi manjše konkurence, majhnosti trga. Ne moramo izkoriščati toliko ekonomije obsega in to omogoča ponudnikom višjo raven cen, kot pa v večjih, bolj konkurenčnih državah. Ja. Stanovanje, najemnina, položnice. Stroški bivanja tudi po Evropi vse bolj praznijo denarnice gospodinjstev. V Franciji, Luksemburgu in Amsterdamu so cene stanovanj in najemnin med najvišjimi. Stanovanjska kriza pa vse bolj otežuje osamosvajanje mladih. Ti se po podatkih Eurostata v Evropi od doma v povprečju odselijo pri 26 letih, v Sloveniji pa šele pri skoraj 29 letih. Podražitvam ne uide niti hrana. Zaradi kriz, višjih stroškov energije in negotovih razmer v svetu so osnovna živila vse dražja. Odhod v trgovino ostaja nujen, a številni opažajo, da je nakupovalna košarica za isti denar vse manj polna. Na strani povpraševanja je pomemben dejavnik še, da pri prehrambenih izdelkih gre za cenovno zelo neobčutljive, torej cenovna elastičnost je zelo nizka, kar pomeni, da kupci, ker so prisiljeni kupovati hrano, torej pristanejo tudi na višje cene. Cene osnovne življenjske košarice se med evropskimi mesti močno razlikujejo. Po raziskavi Deutsche Bank za enako košarico osnovnih dobrin v enem mestu lahko plačamo tudi do 3-krat več kot v drugem. Najdražja ostajata Ženeva in Cirih, kjer so stroški osnovnih izdelkov celo višji kot v New Yorku. Na drugi strani lestvice sta Budimpešta in Varšava, kjer je enaka košarica skoraj za 2/3 cenejša. Če bi v Parizu zanjo odšteli več kot 100 evrov, bi v Madridu za podoben nakup plačali nekaj več kot 70 evrov. Med najdražja mesta za nakup hrane se poleg švicarskih uvrščajo tudi Seul, Oslo in Sydney. Raziskava primerja cene 19 osnovnih izdelkov, od kruha, mleka, jajc in mesa do drugih nujnih živil, ter kaže, kako velike so razlike v življenjskih stroških med mesti. Kakšne bodo cene v prihodnjih mesecih, pa bodo v veliki meri krojile svetovne gospodarske razmere, energetski stroški in mednarodne napetosti. Ponavadi so cene zelo negibljive navzdol, navzgor bolj, kot vidimo, navzdol pa ne, tako da lahko pričakujemo ohranitev ravni cen, inflacija pa pač se bo verjetno umirila, je pa odvisno seveda, kaj se bo dogajalo na Bližnjem vzhodu, ki določa predvsem tudi cene hrane. Koliko bomo za vsakdanje življenje plačevali v prihodnje, tako ne bo odvisno le od cen hrane, najemnin ali energentov, temveč tudi od širših gospodarskih in političnih razmer. Cene vse bolj krojijo svetovni dogodki.
Od vojn, trgovinskih sporov in podnebnih sprememb do cen energentov in motenj v dobavnih verigah. Čeprav se podražitve pogosto začnejo daleč od evropskih meja, njihov vpliv prej ali slej občutimo tudi v svojih denarnicah.